Selektivnim letenjem so kandidati začeli 6. septembra. Smo jih seznanili z hišnim redom vojašnice, nastanili. Potem so sledila teoretična predavanja, najprej o letališču, osnovah aerodinamike, zatem o letalu Zlin 242L, češkega proizvajalca, na katerem tudi letijo. Seznanili smo jih s tehnikom pilotiranja in z vajami, katere izvajajo na selektivnem letenju. S teorijo smo zaključili v četrtek, vsi so uspešno upravili teste in v petek začeli z praktičnim letenjem. Prejšnji teden smo se učili o letalu, o letenju, o vseh režimih, zavojih. Ta teden imamo pa vsak dan po 3 lete, tako da je kar zanimiv. Trenutno smo v drugi fazi selektivnega letenja, kjer izvajamo praktično preverjanje sposobnosti kandidatov. Letos 5 kandidatov na letalih Zlin. Samo letenje poteka v 30 letih, v 6 urah. Zadnji let je izpitni let, ves čas se spremlja napredek kandidatov, kako se odzivajo v različnih situacijah, kakšno količino znanja so sposobni sprejeti, kako hiter je njihov napredek in pa če so v bistvu sposobni upravljati to službo tudi v nadaljnje. In na koncu bomo zbrali tiste kandidate, ki so za to primerni in kasneje ratajo naši štipendisti. Po letu sem bil kar zadovoljen, inštruktor me je sicer opozoril na par napak, ki jih je treba pri naslednjem letu odpraviti. Napake si zapišemo in potem naredimo analizo leta in tako se potem dan konča in naredimo še priprave za naslednji dan. Danes smo imeli zavoje, režime, nadaljujemo zdaj s šolskimi krogi, potem pa sledi akrobacije in na koncu bo pa še izpitni let. Tudi midva so se lani udeležila selektivnega letenja in štipendijo sva dobila, torej že eno leto dobivamo štipendijo in pač letos nadaljujemo šolanje na letalih in upamo, da bo tudi letos kolegom uspelo dobiti to štipendijo.